Svetniki, Marko Martič, kandidatka za osnovno šolo Cerkve, Aleksandar Zupaničič, Mateja Feščin, Alenka Makun, Andrej Herzog, potem imamo kar precej gostov, Klara Herzog, Marjeta Raštovskič, Vesna Limovič, Metka Krčan, Mateja Mafler, Matej Šmantič, Tamara Vojvoc, Jožef Polišč, Kamara Vojvoc, Zdenka Velegra Kumek, Noška Vojvoc, Anja Zevnik, Silvija Komočar, Tanja Ivša, Teja Pinkoviča, Nekoviča, Nelič, Roše, Tokatija, Čanđeva, Fergot, Fintelič, Biserka, Jandrek, Dražen Vojvovič, Jure, Tomše, Nataša Željec, prav lep pozdrav vsem tem gostom. Pozdravljam seveda tudi semeni, vse ostale. Obveščam vas rečenje na seji občinske občine Brežice in vas seveda Rečenje kolege do seje občinske občine Brežice na vse pravno pozdravljam. Obveščam vas, da so svoji zapiskali naslednji občinskega sveta Marija Dmitrič, Igor Zotič in pa Kristjan Gregorič. Sejo bodo zamudila Bojana Sevnik in poslano Tomše. Predčasni odhod seje so vam povedali Marko Kovačič in pa Marija Čanžar. Na portalu občinskega sveta spodovana stališča delovne teles, odgovor na vprašanje in pobude prostne redne seje. Prosta glasovanje naprava tiste trdike prisotno zagotovitev sklepnosti današnje seje. Prisotnih je 24, 6 je pa odsotnih, prekrem seveda za to sosedo. Pričenjamo najprej gremo na odločitev potrditev zapisnika ostne redne seje občinskega sveta občine Brežice in četrte dopisne seje občinskega sveta občine Brežice. Sprašujem, ali ima kolona zapisnik ostne redne seje občinskega sveta ali četrte dopisne seje občinskega sveta kakšen pripombo ali predlog za potrditev? Ne. Predlog za potrditev? Prosim. Da ste dali točko 8 na 4. Ne, zdaj govorimo, samo malo, zdaj govorimo o zapisniki, nismo še krčili dnevnega reda, da ne govorimo o zapisniki. Vas sprašujem, ali ima kdo pripombo na zapisnik ostne redne seje občinskega sveta občine Brežice? Ne. Potem pravimo na glasovanje. Še prisotno? Sprejme se zapisnik ostne redne seje občinskega sveta občine Brežice. Prisotnost in glasujemo. In pa še sprašujem, sprejme se zapisnik četrte dopisne seje občinskega sveta občine Brežice. Glasujem.
Tako prihajamo, tudi to je vstajeno, prihajamo na drugo točko, to poročilo upravnih nalogov v zadnji seji sveta, tega svetovanja sklepov sveta. Zdaj, poročilo ste dobili, mi pa mogoče še par povzetkov. Kot ste verjetno informirani, nas je obiskala vlada v Posavju. Srečali smo se kar z različnimi ministrstvom, predvsem za visoko šolstvo, v zvezi z prostori fakultete, potem z gospodom Anom, kar se tiče predvsem športne infrastrukture, in z ministrom Marjanom Šarcem, kjer smo podpisali tudi pismo o nameri o skupnem izgradnji čistilnega naprave in kanalizacije. Res je, da so oni se predlagali, da se vključijo v gradnjo zraven in da seveda svoj del, ki ga bo potrebno povečati za njihovi kapacitet, tudi financirajo in pa pomagajo seveda tudi z različnimi potrebami pridobivanja dokumentacijo. Potem občina Brežica bila uspešna kar na dva čezmejna projekta v okviru programa Slovenija-Hrvaška. Bili smo praktično vodili vajanje en, drugo pa projekt Enviro. Dva sta tudi z našimi partnerji, tako da smo bili vedno uspešni v šestem projektu, ki je bilo sta Brežice dva projekta tudi uspešna. Jaz sem bil tudi imenovan za predsednika sveta regije za eno leto. Tu je praktično vse dejavno vsako leto in sem sedaj šel na vrsto. Bila je konstituirana tudi seja lahkega skladnostnega sosveta občine Brežice, ki se je konstituiral. Vemo pa seveda, da je bil konstituiran tako kot bilo pisano na odloku, ki ste ga sprejeli, kar pomeni seveda, da je noter policija, župan, direktor občinske uprave, trije svetniki, vodje medobčinskega redarstva, misije za spremljanje romske problematike, centra za socialo. Z majem je postala tudi pravnomočna klinična lastninske pravice občine Brežice za črpališče Golobov in pa čistilno napravo Brežice. Mislim, da prav, da vas obvestimo, kot veste, je bila to nekaj časa tožba s podjetjem Golobov, kajti ni prinesel te dve oblastninjenja, niso bile vnešene in pa predpisane parcele na občino, zato smo imeli sodni postopek, s katerega je se občina tudi uspešno dobila in sedaj smo postali tudi v zemljiški knjigi lastniki. Seveda vemo, da gre to za pomembne stvari, saj črpališče in pa Golobov je tudi širšega pomena, enako pa tudi bivši gostilna naprava Trnje. Bile so podpisane pogodbe z društvi, kot so športna, kultura, turistična in pa ostale. Občina je obiskovala tudi delegacije povratnega mesta Dobrevi. Bilo je tudi srečanje občinskih uprav, prvomajske budnice, slavnostno odprte tedno ljubiteljske kulture. Prav tako je bila redna seja policijske regije, katere se tudi sam udeležil. Občina Brežice pa je dobila tudi dve nagrade. Eno je častno razredje odličje za vodovodni stroj in pa še eno nagrado, kajti nekako ugotavljajo, da je ta naša res investicija, ki smo imeli v stroj, lahko rečem, zelo dobro narejena in mojem gledano, kar rečem, mojem tudi vsi čestite, kar se tiče te obnove. Bila je pogodba podpisana tudi za dom kulture Brežice, ki se naj začela izvajati, tako da bo tudi narejen dom, kot smo imeli v planu. Prav tako naj povem, da bo 14. junija ponovno prireditev Dan kruha in vina in solan v samem grajskem dvorišču, tako da vas že vabimo tudi, da se tega priredite. V Brežicah bo potekalo tudi 50. srečanje slovenskih lovskih, je potekalo 50. srečanje slovenskih lovskih zborov.
Občina pa je izvaja tudi dražbo javnih nepremičnin, moram reči, da smo se odločili, da bomo letos to naredili preko dražbe, tako da interesi so in je prav, da vsak, ki si želi, lahko pride na dražbo in seveda dražimo kupi po naše parcele oziroma objekte. Je bilo to tudi praktično, mislim, da to je vsaj za objavno, da se vam tudi prebraja. 13.6. ob 13. uri pa pride tudi slovenska bakla v Brežice, tako da vsi, ki si želite, lahko pridete ob 13. pride v grad, potem pa 13.45 na atletski stadion. V soboto 15. junija ob 14. uri potekala svečana otvoritev lesenega mostu na Bočto, to je organizator krajevna skupnost. 27. junija pa tudi komemoracija Verigovca, tako kot je že kar tradicija. Tako da, ko je poleg tega še kar nekaj ostalih investicij, ki se izvajajo, tako da se lahko to pogledate. Mislim, da smo kar nekaj začeli, tako pa kar nekaj razpisov, tako da večino investicij smo začeli izvajati v naslednjih mesecih. To je na kratko za to. Zdaj pa prihajamo na tretjo točko dnevnega reda, to je določitev dnevnega reda. Najprej sprašujem, ali kdo želi omakniti kakšno točko dnevnega reda. Vidim ne. Potem prehajam na predlog za razširitev dnevnega reda. Želi kdo dodati? Voda Pološnik, Derek Jordan. Hvala za besedo. Jaz bi predlagal razširitev dnevnega reda, kakšno razpravo, zakaj se namreč gre. Danes sem v osnovni šoli Dobrovna prišel do strašnega incidenta, ki je učenec slom napadel sošolca. On je končal v bolnici, bilo je bilo ogrožen in res ne veliko vodnik, mislim, da bi mogli nekaj tudi na temo pregledati. Tudi znamih financ Martelica, ki lahko sprega pove, kako je danes to izgledalo. In mislim, da bi mogli najbolj rešiti in predloge, kako to stvar rešiti, ker to danes je bilo pomagalo več otrok, ljudje po večini so nič razpravljali. Je prosto, da naredimo dopolnitev dnevnega reda, to točko 6, ker so javni zavod se razpravljali in predstavljali. Jaz zdaj vse to točko ne moramo imeti, ker imamo degradiva več. Definitivno pa predlagam, da se o tem po ene razprave javni zavod, da se tudi o tem spregovori in seveda, da vidimo, kako naprej, ker je to, kar se zdaj dogaja, je res enostavno nezdržno. Tako da jaz predlagam, da v okviru razprave v javni zavodi spregovori tudi o tem točko. Oziroma o tem pomeni. Sprašujem, ali kdo želi zamenjavo vrstnega reda na posamezni točki. Jaz bi zamenjala 8 točko. 8 točko za? Ja, nekaj to nekaj poslovnike so prvo kadrovske zadeve, spet pomeni, tako da definitivno lahko bi samo po kadrovskih zadevah. Ne vem, zakaj bi zamenjali, kajti konec koncem mi moramo prvo kadrovske delanje, poročila javnih zavodov, glede na to, da imamo vse ravnatelje, vse direktorje, to res ne smemo, ker je tudi pomenjava. Ne vidim pa, bi se lahko ravno razvarjal, mislim, da je smiselno, da ostane na tem tudi zaradi tega, ker kadrovske zadeve morajo biti poslovno četrta točka. Potem jaz mislim, da glede na to, da imamo zavode, je to točka praktično potrebno, ker se ne bo tako, da vsi je tu vratelji, vsi so ni čakali na nekaj konca. Lahko to na glasovanje. Ampak moj predlog je, da ta točka ostane na listi. Menjava. Na četrti slovnik moramo lahko prišli do tebe. Slovnik. Mislim, jasno.
Dobro, s tem, da potem gremo na glasovanje v vrstnem redu, v takšnem vrstnem redu, kot je bilo pisno dostavljeno. S tem, da kot smo že povedali o teh seznanitev v zvezi z romskim incidentom, bomo obravnavali na točko javne zavode. Glasujemo za vrstnem redu. Dnevni red je sprejet.